Seveda na naše zdravje in dobro počutje vpliva tudi hrana. Zato bo Tajča Pavček tudi letos za nas pripravljala zdrave, presne dobrote. Lepo pozdravljeni v prvi letošnji oddaji. Ker je december čas novoletnih oziroma prednovoletnih zabav, druženja, veliko ljudi malce preveč poje, mogoče tudi kaj, kar ni najbolj primerno. Zato januarja veliko ljudi je prehlajenih in sem se odločila, da naredim en tak razstrupljevalno-vitaminski smuti. Tako da naš smuti bo tokrat brez banane. Veliko ljudi sprašuje, kaj lahko tudi namesto banane damo. Pa kar poglejmo, kaj bomo dali noter. In sicer namesto banane sem se odločila, da dam avokado, in sicer polovico avokada. Avokado tudi naredi tako kremno strukturo smutija. Nekaj rabimo, da je majčkeno bolj, da poveže stvari skupaj. Dodamo kar. To bo recimo količina za približno 8 deci. Če želite manj ali več, pa prilagodite. Torej, pol avokada, eno hruško. Potem bomo dali eno pomarančo. Pomaranča ima tudi veliko vlaknin. Še posebej je pomembno pri razstrupljanju, da zaužijemo veliko vlaknin, ki v našem črevesju vežejo toksine nase. In to pač še pomaga pri tem, da gre čim več strupov iz našega telesa. Običajno, še posebej v zimskih mesecih, naše telo še posebej hrepeni po vitaminih in mineralih, ker jih je zunaj bolj malo. Se pravi, eno pomarančo. Suhe slive, jaz sem jih čez noč namočila, da so lažje prebavljive. Namenoma sem vzela suhe, zaradi tega, ker po zimi ni veliko svežega sadja. Potem damo majčkeno cimeta, da nas malo pogreje. Dali bomo čija semena, eno čajno žličko za zgostitev in za vlaknine. Torej, eno čajno žličko čije. Potem bomo še eno žlico veliko inkovskih jagod. To so pa jagode, ki so polne C vitamina, res ga imajo ogromno, kar še posebej pride prav. Recimo, jaz bom dala kar takole. Recimo eno veliko žlico. Majčkeno malce bolj kislega okusa so, sicer pa res zelo dobrega okusa. Mlado špinačo, nekaj zelenja za klorofil, kar recimo tako dobro pest. In seveda vodo. Dala bom noter še ašvagando, to je prah, ki res odlično deluje na živčni sistem, prerodi telo in duha, je res super posebej za te januarske mesece oziroma zimske mesece. Ena čajna žlička je tukaj, pa 3 deci vode. Koliko vode je odvisno od tega, koliko je velik ali avokado ali hruška, oziroma koliko gosto hočete vi, kakšen je vaš okus, kakšen hočete, da je smuti. Pa zmiksamo. Tako, naš smuti je pripravljen. Mogoče malce bolj gost, ampak meni osebno so všeč bolj gosti, ker bolj nasitijo. Če želite, si lahko naredite tudi, date majčkeno manj vode, pa je to lahko vaš zajtrk oziroma malca pojeste žlico, da vas bo še bolj nasitila. Želim vam čim bolj zdrave zimske mesece z našimi zelenimi smutiji. Dober tek!